sicer čas za ta panel potekal, ampak ker smo mi kasneje začeli, bomo tudi kasneje končali z upanjem, da bo kosilo počakalo toplo. In seveda odpiram debato, a se ne bomo selili samo, ne bomo kar tako. Odprtih je veliko. Ja, samo, ja. K referatu kolegice Ane Crgol-Paradiž. Tisti referat, ki je umanjkal iz jugoslovanskega vidika obravnava podobne teme, je seveda objavljen v zborniku. Dr. Liljana Stankov iz Višje šole v Šapcu je predstavila temo, ki jo je obdelala tudi v doktoratu. Ob tem je pa zanimiv tudi prispevek druge srbske kolegice, ki je tudi ni, referat se pa da prebrati. No, smo pa shecali, da naj predstavi slovensko šolo v Beogradu, ki je delovala od leta 1945 do 1965, kaj natančnega o tej šoli noben ni vedeli pa smo seveda, da je. Kolegici se najprej zahvalim za referat, vendar ni treba biti tako dvomt o tem, da se je kar en del tega, kar je zakonodaja predpisovala, tudi realiziral. Veste, so delovali zdravstveni domovi, Lukovica je bila sploh predstavljena kot en temeljni vzorc. Higiena v Sloveniji je predstavljena v 3 debelih knjigah. 2 brata Pirc sta bila za to pristojna, tudi tista šola za sestre, ki jo je vodil dr. Bogdan Dragaš, je bila aktivna in je ena od začetkov tako imenovanega civilnega zdravstvenega šolstva. Vem pa, da boste s tem še nadaljevali s temi raziskavami. Ne, absolutno knjige tudi sem prebrala in poznam. Vse tematike poznam, ampak glede na to, da sem sama štartala z nekim prikazom nekega zakonodajnega ogorodja, sem potem hkrati poudarila, da je bilo to samo neko idejno zadje, ki se tudi zagotovo v veliki meri realiziralo. Mislim, higienski zavod je deloval, Zavod za zaščito mater in otrok je deloval in je o tem tudi napisal ena od najbolj v bistvu uspešnih ustanov, ki so bile predvidene po zakonodaji. In deluje v bistvu še danes, to je ta zavod za higiensko varstvo, pri Prešernovem spomeniku. Ja, kar me je mene najbolj presenetilo, ko sem recimo iskala arhivsko gradivo za vse te ustanove, ampak to ne pomeni, da pač niso ostajali, da sem v bistvu naletela na mnogo težav pri iskanju. Tako, mislim, dejansko se mi zdi, bila sem tudi v Beogradu in raziskovala Ministrstvo za socialno politiko in že samo v okviru tega fonda je zelo malo ohranjenega, tudi zaradi posledic vseh vojn in tako dalje, o higienskih zavodih, kar imamo na voljo, so vsaj po mojih izkušnjah, mogoče se motim, v veliki meri pač časopisni viri. In tudi, kar se tiče teh društev za otroško varstvo in mladinsko zaščito, ki so bila organizirana res tako, kakor sem razumela, razbrati iz virov v veliko mestih, je v bistvu vse, kar sem iskala, ni veliko gradiva ohranjenega. Edino to sem hotela poudariti. Jaz bi se navezala, zato ker je za isti referat vprašanje. Mene zanima nekaj, ker v bistvu gre delati pregled, pa oni se dali bombe, ta feminizacija. Na
nad rejniškim sistemom in sirotinske skrbnice, ali ste to že kje preučevali, boste še preučevali? Ja, to bomo še preučevali, kako je rečeno. Edino, kar sem... Kaj ste dobili do zdaj? Ste dobili še ne, kar se tiče arhivskega gradiva, ne, zato bi bila zelo hvaležna, če kdo pozna. Jaz ne poznam, jaz mislim, se ukvarjam s tem fenomenom pred ukinicijo, spravi pred 60 leti 19. stoletja in takrat so čisto drugi liki zadolženi za nadzor. Takrat so zadolženi za nadzor duhovniki, zdravniki in okrožni uradniki. To je bilo zelo dobro pogledati to spremembo v samem nadziranju. Spravi, to je tisti, ki zdaj skrbi za to, da je za dobrobit otrok. Zakaj prav ta lik in zakaj je ta lik tega spola, tudi v začetku 20. stoletja, zakaj je to ženski? Ja, nekaj je o sirotinskih skrbnicah, ki so jih izbrali iz vrst licenci napisano v teh letopisih združitev, ki so tudi izhajali. Nekaj ima lekosti. Ni pa, nisem pa zasledila dokumentov, ki bi v prakso analizirali. Ker je pa res, da ta sistem je vedno povezan z nekim matlom prevare. Se pravi, v rejniškem sistemu so prevare pogoste in zato potrebujemo nadzor v sistemu. Tako da, če boste kaj, ne? Jaz bi samo Marjana kratko vprašanje, sem si to vzela besedo. Ti si omenil germanizacijo pri tisti družinski sliki. Je bilo to nekaj, kar je prihajalo v obliki kakšne, rečemo, prisile od zune, ali je to neko samodejna odločitev? Ne, to je sestavni del življenja v tistem prostoru. To so te vestfalski Slovenci, ki so bili že od leta 80-ih let naprej v Nemčiji in potem, ko je prišlo do prve svetovne vojne, oziroma potem v njej, so se začeli pomikati proti evropskim državam, Franciji, Belgiji in podobno. In to je verjetno ostalo, čeprav so kot, to je tudi en članek v tem problemu, ampak gre za to, da to niso Slovenci, trdni Slovenci. Sam pač imena so bila polemčena, ali je to posledica šole, jasno, nedvomno, to je tudi zanimivo pogledati, oziroma najdeti kakšno dokumentacijo na to temo. Jaz pa ta družina Urh je bila ena od slovenskih družin. Dovoljno. Klenost. Še kakšno vprašanje? Jaz bom samo zaključila ta panel, če ni vprašanj z eno. Medtem, ko sem brala Juretov tekst, medtem, ko je Žemetka prej govorila o otrokih, oziroma vsi ti referati, so me spomnili na eno recenzentsko opasko, ko sem jaz pisala o begunski izkušnjene družine, kjer sta bili 2 mladostnici, pa oče, pa mati, in mi je ta recenzentka, bilo je jasno, da je ona, napisala, zakaj pa ničesar ne pišete, to so bili begunci iz Kobariškega, med prvo svetovno vojno, ko je pač prišla, oziroma z Kambreškega, na Kambreško italijanska vojska, so pač morali od danes do jutri zbežati. Pol družine je šlo v begunstvo v Avstrijo, polovica je šla v Italijo in me recenzentka napisala, zakaj pa niste ničesar napisali o dobrih straneh begunstva. In sem ostala malo tako in sem mi odpisala, da več iz teh dokumentov in mi iz današnjih naših popotovalnih nagibov ne moramo soditi o tem, da če so šli oni na Genovski zaliv, da so tam zelo strašansko uživali in tudi iz teh pisem skratka ni bilo in Juretov in vsi referati, ki smo jih na to temo slišali, posebno, ko govorimo o vojni in odhodu in ločitvi in smrti, mislim, da v današnjih merilih ne smemo razmišljati. Jaz se opravičujem za ta moj osebni dodatek vsem referentom, piscem in poslušalcem in vpraševalcem. Se zahvaljujem za res pozorno poslušanje in dober tek, dober gre in seveda popolna nasvidenje še na naslednjih okroglih mizah. Najlepša hvala in še enkrat.